Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom. Bratje, krepite se v Gospodu in v njegovi silni moči. Nadenite si vso Božjo bojno upravo, da se boste mogli ustaviti hudičevim zvijačem. Kajti ni se nam bojevati zoper kri in meso, ampak zoper vladanje, zoper oblasti, zoper svetovne gospodovalce te teme, zoper hudobne duhove v podnebju. Zaradi tega si vzemite vso Božjo bojno upravo, da se boste mogli postaviti v bran ob hudem dnevu, vse premagati in obstati. Stojte torej opasani okoli ledi z resnico in obdani z oklepom pravice in na nogah obuti s pripravljenostjo za evangelij miru. K vsemu si vzemite ščit vere, s katerim boste mogli ugasiti vse ognjene puščice hudega duha. Vzemite tudi čelado odrešenja in meč duha, kar je Božja beseda. Zraven pa ob vsakem času v duhu molite, z vsakršno molitvijo in prošnjo za vse svete, tudi zame, da bi mi bila dana beseda, kadar odprem svoja usta, da bi s vestjo oznanjal skrivnost evangelija, ki zanj opravljam poslanstvo v vezeh, da bi v njem srčno govoril, kar moram govoriti. To je Božja beseda. Bogu hvala. Hvaljen Gospod, moj varuh. Hvaljen Gospod, moj varuh. Hvaljen Gospod, moj varuh, ki uri moje roke za boj in bitko, moja obramba in moj osvoboditelj, moj ščit in moje zavetje. Hvaljen Gospod, moj varuh. O Bog, pel ti bom novo pesem, igral ti bom na harfo 10 strun, tebi, ki naklanjaš kraljem zmago, ki se rešil Davida, svojega služabnika. Hvaljen Gospod, moj varuh. Aleluja, aleluja, aleluja. Živa in učinkovita je Božja beseda, razsoja misli in namene srca. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Luku. Slava tebi, Gospod. Tisto uro so pristopili k Jezusu nekateri farizeji in mu govorili: odidi in umakni se od tod, Herod te hoče umoriti. In rekel jim je: pojdite in recite temu lisjaku: glej, izganjam zle duhove in ozdravljam še danes in jutri in tretji dan bo z menoj konec. Vendar moram danes in jutri in pojutrišnjem potovati, ker ne gre, da bi prerok umrl zunaj Jeruzalema. Jeruzalem, Jeruzalem, ki moriš preroke in kamnaš tiste, ki so k tebi poslani. Kolikokrat sem hotel zbrati tvoje otroke, kakor koklja svoja piščeta pod peruti, pa niste hoteli. Glejte, vaša hiša vam bo zapuščena. Povem vam, da me ne boste videli, dokler ne pride čas, ko porečete: blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu. Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Apostol Pavel nas danes v berilu vabi v boj, pa ne v boj, kot pravi, proti mesu in krvi, ampak v boj proti zlu, v boj proti hudemu duhu. Se pravi, Pavel ne želi, da bi se bojevali med seboj, da bi bili jezni ali da bi napadali drug drugega,
ampak da bi se naš boj odvijal res proti temu, kar je skušnjav, kar je hudega, kar človeka zapeljuje. Se pravi, ne oseba je tista, proti kateri se bojujemo, ampak skušnjavec, ki to osebo zvabi v hudo. Apostol Pavel potem zelo lepo povabi, da si nadenemo bojno opravo. Zakaj? Zato, da bi se mogli postaviti v bran. Se pravi, nas ne vabi v nekakšen napad, ampak nas predvsem vabi v to, da bi se znali najprej sami sebe zaščititi pred hudim, predvsem izkušnjavami. In kako lepo našteje vso to bojno opremo, ki nam lahko pomaga v premagovanju hudega, v premagovanju skušnjav. Seveda jo Pavel najprej primerja z opremo vojaka, ampak našteje pa vse tisto, kar nam v tem duhovnem boju lahko zares pomaga, zato da bi, kot pravi sam Pavel, obstali, da bi mogli premagati hudo in da bi obstali. Zato se lahko vsak od nas vpraša, koliko vsak dan uporabljamo to bojno opremo, ki jo pomenja apostol Pavel, koliko je v meni resnice, koliko se vsak dan, v vsakem trenutku trudim za resnico, koliko je v meni pravice, pripravljenosti za oznanjevanje, za evangelij, koliko je v meni vire, koliko je v meni odrešenja, koliko je v meni Božje besede, kako je ta živa, koliko jo spustim v svoje srce, koliko je v meni molitve. To je tisto, kar nam Pavel priporoča, zato da se ne bi bojevali med sabo, ampak da bi znali naš boj usmeriti proti hudemu, ki najprej napada nas, pa napada tudi ljudi okrog nas, in da bi znali razlikovati med tem bojem z ljudmi in bojem s hudim. Evangeljski odlomek nam predstavi Jezusa, ki je odločen, da izpelje svoje poslanstvo. Lahko v njem vidimo njegov pogum, ki se zoperstavi tudi grožnjam Heroda, ki mu grozi, da ga bo umoril, in se mu Jezus, lahko rečemo, se ne ustraši, ampak ostane odločen, da bo izpeljal svoje poslanstvo. In potem v drugem delu evangelija se zdi, da Jezusu je žal mesta, ki ne prisluhne njegovemu oznanilu. Zaključi z besedami: takrat, ko boste porekli blagoslovljen, ki prihaja, takrat me boste zopet videli. Se pravi, Gospod je tisti, ki se nam razodene takrat, ko ga sprejmemo, in nam da tudi svoj pogum, svojo moč, zato da mi lahko v našem življenju izpolnimo naše poslanstvo, da mi lahko v našem življenju živimo boj, v katerega smo poklicani, boj proti hudemu.